da je dr. Janez Drnovšek dal veliko stvari in da jih je dajal vsakemu posebej, tako kot jih vsak posebej tudi želi videti. Njegova največja prednost je bila, da ni priznaval univerzalnih vrednot, ampak da je dopuščal različne vrednote s poudarkom na vrednot. Zato je seveda nemogoče odgovoriti za vse, kaj je dal dr. Janez Drnovšek. Jaz vam lahko povem, kaj je dal meni. Veste, da sem trd naravoslovec, kemik. Nekateri bi mogoče rekli, eden od tistih, ki pomaga, da onesnažujemo. Trdno sem verjel, da v resnici v življenju veljajo tiste stvari, ki se dajo izmeriti in dokazati. Pa mi je dr. Janez Drnovšek na neusiljiv način jasno in glasno pokazal, da so stvari, ki se jih ne da izmeriti. Da so stvari, ki se lahko vidijo na različne načine. In če to ponazorim, ravno prej sem rekel pesmi iz Malega princa, ki ga vsi poznate, ne? Če hočeš videti, ne smeš gledati z očmi, ampak s srcem. In to je tisto, kar je počel naš ustanovitelj dr. Janez Drnovšek. Kaj pa mislite, da bi si mislil o današnjem trenutku? Mogoče, vem, da niste predvsem politiki, ampak v tem aktualnem trenutku danes, v tej, skrajni zaostritvi odnosov med Slovenijo in Hrvaško, o referendumu, ki nam grozi v enem takem vprašanju, za katerega vemo, da javno mnenje mu je absolutno nenaklonjeno. Karkoli bom rekel, bo moje mnenje, ne bo Drnovškovo mnenje. Dr. Drnovšek je bil pogosto nepredvidljiv. In to je njegova druga velika prednost. Ni se uklanjal splošnemu javnemu mnenju. Celo takrat ne, kadar ni bilo najbolj popularno njegovo mnenje sprejeti. Verjetno bi kot Janez D. na domači strani napisal tekst, ki bi ga vsi zanimanjem prebrali. Kaj v njem piše? Pa mislim, da veste. Nakažite nam malo. Janez Drnovšek je bil zelo odločen politik. Čeprav je na videz dolgo časa, občasih vplevo, ljudje so rekli, da ni dal pravočasno, zelo hitro odgovorov, sem jaz trdno prepričan, da je zelo skrbno izbiral tudi čas, da je svoje stališče sporočil. Vendar lahko rečem nekaj. Ko ga je sporočil, je bilo to stališče jasno, čisto povedano in čisto zapisano in ni ga spremenil ne glede na to, kakšen je bil javni odziv. Res si ne upam špekulirati natančno, vem pa, da je vedno poudarjal, da so stvari s Hrvaško rešljive in da jih ne kaže po nepotrebnem zapletati. To je, kar vem iz pogovora. Žal pa tudi jaz ne poznam vseh podrobnosti na tej relaciji. Mislim, da ne bi bilo prav, da bi zdaj špekuliral preveč. Se mogoče delal odgovor in na prvo in na drugo vprašanje sem podobno razumel v smislu tudi te krize, ki je dan danes, ki jo je nekako napovedoval tudi Janez Drnovšek, in prije naprej ta njegova misel v smislu, ko je rekel, da od nekih navajenih vrednot, ki bežimo, mislim, ki jih spregledamo, ki živimo pač iz dneva v dan, bi morali priti na konkretne vrednote, tiste osnovne, se pravi, prevrednotiti nekako družbo, pa razmišljanje vsaj najprej, ker vidimo, da do tega zdaj počasi prihaja samo od sebe, oziroma preko finančnega zloma in tako naprej. Tudi to je mogoče tisto, kar je Janez Drnovšek poskušal takrat povedati in v tej smeri zadnje čase tudi delovati. No, jaz vam povem, na naši domači strani je še zmeri arhiv predsednikova rubrika in če berete
priporočila Janeza D. jih je